Dober dan, danes je nov dan in novih 10 000 korakov. Z možem se odpravljava na severni del otoka Malte, kjer bova naredila en daljši sprehod. Najprej sva se z avtobusom zapeljala na sever otoka. To je približno 30 km od našega kraja. Dvakrat sva vmes prestopala in porabila sva pa 2 uri. Ker je bila pa ura že opoldne, sva se pa pred največjo vročino skrila v restauracijo. Gergentina is their indigenous native white grape, but they only produce enough to drink themselves. They don't export. No. Naročila sva pa hobotnico v česnovi omaki, pa bruskete in pečen kozji sir. Dober tek. Na koncu sva pa vse skupaj še razkužila z Jägermeistrom. Prečkala sva peščeno plažo in se prebila mimo naselja Prikolic do naslednjega zaliva, kjer sva nadaljevala pot praktično naravnost. V tem naselju ni bilo popolnoma nič posebnega, mogoče tale agava tukajle. Edino, kar mi je bilo pa zanimivo, je pa plaža za kopanje za pse. In evo, lejte Fifija, po kosilu je že maha na plažo. Tu mi teče prav zbeg, vse posod. Kakva vročina je. Pa 31 stopinj kaže. Tam je pa komina in odzadnji gozo. Stolp je pa trenutno v obnovi. Počnemo pa sabo 2 litra vode. Čepica, šal, sončenje. To je pa zlata rezerva. To je bil beli obrambni stolp. Zdaj greva pa naprej še do koralne lagune. To je zdaj Spiaggia del Corallo, oziroma koralna plaža. Z te točke se zelo lepo vidi tudi bel stolp. To je koralna laguna, ki je na najbolj severni točki Malte. Gre pa za eno veliko luknjo 15x25 metrov. Ladjice pripeljajo od spodaj potapljače, pa turiste, da vidijo pečine od spodaj iz prve vrste. No, midva sva si jih pa ogledala iz prvega nadstropja. Ima okus po nafti, imam občutek. Območje okoli luknje je popolnoma nezaščiteno, zato je treba biti kar precej previden. Od tukaj je pa skakanje prepovedano, kar opozarja tudi tabla. Te skale so pa tako ostre in prav težko je po njih hoditi. Tako špičaste in ostre. Po tej vročini sem se prav malo zaščitila pred soncem. Ja, ko je vroče. Ampak se gre, je pa lepo, se splača. Zdaj ima pa nekaj več kot 7 000 korakov. Spremljite naju še naprej, pa bomo videli, ali prideva ali ne. Ok, je klif. Potem sem jaz varna. Beži, kamera bo padla. V tem trenutku pa sva ostala brez kamere in sledijo samo še slabi posnetki z rezervnim telefonom. Za slabo kvaliteto se vam pa že vnaprej opravičujem. Pot sva nadaljevala ob robu pečin do bližnje kapelice. V neposredni bližini kapelice oziroma blizu spomenika Device Marije
je v tleh ugrajena spominska plošča fantu, ki se je ubil tukaj pred 20 leti. Tukaj bi vam pa rada pokazala razpoko, ki teče vzdolž klifa. Na tej točki se bo klif enkrat v prihodnosti tudi odlomil. Pa popila že vso vodo, tako da še sreča, da imava rezervo. Zlata rezerva, ki je vredna, dokler ne pridava do vasi, bo super. Tukaj je pa plac za kampiranje, ampak ni videti neke gužve. Po 2 kilometrih sva prišla do rdečega stolpa, ki je brat dvojček belega stolpa. Stoji na nasprotnem hribu in ima celovit pogled na vse strani. Še posebej pa na morski prehod med otokoma Gozo in Komino. Tam sva si spet nabavila vodo, nato pa se odpravila do bližnje avtobusne postaje in tako zaključila izlet. Evo, od belega do rdečega stolpa in sva zmagala. Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala za pozornost, bodite fajn, pejte tudi vi na kak sprehod in se vidimo. Čau, čau!